Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrivamo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena res posebna inovatorka, posameznica, podjetnica, avtorica, soustanoviteljica večjih izjemnih projektov, tako da lepo pozdravljena, Edita. Zdravo. Živa. Zdaj, preden greva v tvoje izjemne možgane, v tvoje izjemne sposobnosti, da nam boš povedala, kako ti je vse uspelo in kako ti še uspeva, bi te jaz rad na kratko predstavil našim poslušalcem, da bojo res razumeli, zakaj pravim, da si izjemna v večjih pogledih, ker imaš res toliko enih stvari, toliko enih projektov, ki pomagajo dvigati nivo Slovenije na bolj globalno ravno in nas definitivno bolj povezujejo in delajo še boljše. Pa dejva. Magistrirala si na ekonomski fakulteti, bila si tudi na Indiana University School of Business nekaj časa, si direktorica v podjetju Mediade, poklicno pot si začela kot asistentka za poslovne finance na ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer si se uveljavila tudi kot nosilka izvirnih in učinkovitih strokovnih seminarjev za podjetja, tako da si bila tukaj že, takoj si nakazala znake, da si pionirka pa inovatorka. Strokovni izzivi so te popeljali tudi v poslovno prakso, kjer si najprej kot direktorica trženja in nato kot izvršna direktorica poglabljala področje trženja in menedžmenta. V podjetju GV Revije, izdajatelj Gospodarski vestnik, si vodila prodajno ekipo z ambicijo, da postanete najboljša oglasna ekipa oziroma ekipa oglasnega trženja v Sloveniji. In v 2 letih ste se uvrstili med top 3 ekipe v Sloveniji. Čestitam. Za izvirno publikacijo Podjetnik v podjetju, namenjeno razvoju kulture, inovativnosti in talentov, si v soavtorstvu leta 2006 prejela tudi bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije. Tako da čestitam za inovacijo. Top. Zdaj pa še bolj pomembne stvari, si vodja metodologije Zlata nit, o kateri bova kar veliko govorila, ki ima, mislim, da je Slovenija prva država zaradi tega na svetu, ki dejansko sistematično merimo kakovost odnosov na delovnem mestu. Tako da čestitke, že 13 let, tudi pol kasneje bova šla v podrobnosti. In pod tem metodologijo Zlata nit je tudi v bistvu izbor zaposlovalca leta in pa Gazela, izbor najboljših med najhitreje rastočimi podjetji. Si avtorica vrste strokovnih člankov na področju vodenja. Med njimi je bil tudi tvoj odličen članek v reviji HRM Razvoj talentov je družbena odgovornost. Tako da zelo dober članek. Si tudi ustanoviteljica projekta Inženirke in inženirji bomo, ki srednješolce navdušuje za inženirstvo in je tudi ta projekt v bistvu že prerasel svoje dimenzije. Imate že več kot 70 organizacij in že več kot 5600 mladih je sodelovalo. Tako da izjemni dosežki, nisva še končala. In pa si tudi v izvršnem uredništvu MQ revije Združenje Manager in pa vodiš delovno skupino za sodobno voditeljstvo. Pa še en tak fun fact, tvoja ljubša aplikacija je Sports Tracker oziroma WhatsApp, pa dejansko si bila svetovna prvakinja v show dancu leta 2012 pa 2013. Tako da, Edita, lepo pozdravljena. Živa. Zdravo. Zdaj, ko si vse to naštel, zdaj ugotavljam, da je čas, da se lahko upokojim. Ne damo te še, Preveč dobrega si naredila in delaš. Moje prvo vprašanje je zmeri, da te poslušalci tudi še malo bolj spoznajo. Če je bila midva sošolca gimnaziji, kakšna si bila? Si bila že takrat toliko dobra kot vodja, da si menedžirala ogromno projektov? Malo nam povej, si bila inovatorka, kakšna si bila? Ja, ne vem, hvala za to zanimivo vprašanje. Tako, v bistvu, ko se spomnim na srednjo šolo, srednja pedagoška šola, je bila takrat danes gimnazija Ledina, se spomnim teh svojih sošolcev, ki smo se ravno pred kratkim, tudi en del nas je dobil skupaj, res smo bili en zanimiv razred. In bom zdaj verjetno prvič povedala nekaj, kar mi je zmeraj dejala, nikoli nisem te moje sošolke Mete tega vprašala, ampak mogoče je ona nekje zastavlja to mojo tudi, bom rekla, ne vem, meni to še danes ni jasno. Mi smo se poznali nekaj dni, jaz sploh ne vem, če je bilo to nekaj dni. To je bilo prvi teden, ko je naša učiteljica, razredničarka učila matematiko, Tatjana Markelj, vprašala, kdo bo predsednik razreda.
Ja, seveda, ne, to je tako kot na svetih staršev, vsi glave dol, ne, kdo bo predstavnik v svetu staršev. Najbrž smo mi naredili nekaj podobno, kar naenkrat tale Meta dvigne roko, jaz pa predlagam Edito Kuhelj in jaz so strmim, jaz ne vem, jaz nisem niti zapomnila, da so z Meto spregovorili 2 stavka v tistih nekaj dneh in tako, in pač če je predlagala, ok, no, pa nisem bila proti, no, bom rekla tako da nekako, to so moje nekje spomini na srednjo šolo, pa na res fajn sošolke in tudi učitelja, no, tako da jaz imam na to obdobje res tak zelo pozitiven odnos do tega in lepe spomine. Top. Dajmo se še dotakniti, ogromen nekih vlog imaš, pomembnih položajev, pa nam zaupaj, imaš ti kakšno posebno rutino, kako se tvoj dan začne, kako se tvoj teden začne, si kakšne cilje že na začetku tedna postaviš. Daj nam malo to razloži, ker je res fascinantno. Jaz tako, kako bi rekla, imam pa nimam discipline, ne? Glede na to, da sem po horoskopu vodnarka, in to je eno tako znamenje, ki ima zelo rade spremembe, imam neke svoje rutine, kot so kava, od junija naprej imamo še enega novega družinskega člana, ki je vpeljal nujno rutino, da ga zjutraj sprehodimo, ne, našega Nolčija, 4-nožca, tako da to je nekaj novega, tako da drugače pa preden smo Noleta dobili, so bile jutranje ure zelo moje, kaj mir, zelo zgodaj začenjam jaz tako in takrat imam tako mir, ali da kaj naredim, razmislim, prevečkrat sicer te pol to potegne, da začneš maile odgovarjati, ne, in pol več jih odgovoriš, več jih dobiš in tako to drugim del delaš, ker ni zmeri tudi čisto najbolj potreben, kot se izkaže, ampak tako, no, to je recimo nek jutranji začetek, drugače, kdaj hodim spat, rajš ne bom zaupala, ker se vam bo zdel hecan, kdaj je zelo sorazmerno zgodaj grem zvečer spata, ne, tako da to mogoče neki stalni deli mojega dneva, da sem pa prav pretirano nadarjena za načrtovanje, pa v resnici nisem, a ne, se zelo trudim, tako da si tudi v bistvu pri nas vse beležimo, vse, kaj delamo, ne, ker naša glavna sestavina tega, kar delamo, ali pa resurs je čas, tako da okoli tega sem zelo zahtevna, da vemo, kam čas vlagamo, tako da to je sicer ena zoprna stvar, to evidentirati, ne, tako da moram ekipo spodbujati k temu, ampak je podoben, kot je rekel moj kolega Tone Petrič, s katerim smo se ustanovila projekt Inženirke in inženirji bomo, dokler je bil direktor CISKA Slovenija, in mi je enkrat predstavil, kakšen sistem reportinga, poročanja imajo oni čisto od lokalno na svetovno raven, je rekel, veš, to je stvar, ki je v ponedeljkih najbolj sovražam, ampak če bi imel svoje podjetje, bi najprej to vpeljal, ker je tako učinkovito, ne, tako da so določene stvari, ki niso tako fajn, pa jih moraš narediti, ker so pač koristne. Ful dobro. Dajmo se dotakniti enega tvojega izjemnega projekta, kjer si tudi vodja metodologije, in sicer govorimo o zlati niti. In zelo dober stavek, ki sem si ga dejansko tudi zapisal in zelo dejansko se poistovetim z njim, je tudi, če so nekoč podjetja zmagovala zaradi moči vodje, danes zmaguje zaradi moči organizacije, kar je res noro. In to je tudi v bistvu poanta zlate niti. Daj nam malo razloži to metodologijo, vem, da je od zadaj 44 nekih trditev, vem, da ste dobili že ogromen nekih anketirancev, mislim, da govoriva že čez 93,000, jih je sodelovalo preko 13 let, več kot 404 organizacije, kar so res izjemni podatki. Daj nam malo drobovje, kako to poteka, kako si v bistvu ti prišla oziroma in razvila to metodologijo. Ok, v redu, tako, ene stvari so tudi še meni malo magija, kako se vse poklopilo skupaj, ampak mogoče začnem z srečevanji, ki smo jih imeli z magistrico Violeto Bulc, leta 2006. Mi smo se dobivali pri njej v njenem podjetju v 5 zjutraj, ker drugače se nismo mogli nabrati. In če smo hoteli nekaj narediti skupaj, je bil to edini termin. Tako da smo se dobivali eno obdobje v 5 zjutraj in to je obdobje, ko je Violeta pisala knjigo. In v tej knjigi predstavlja tudi model 9+1 odnosa, 8+1 odnosa in se mi zdi, da to je bil en miselni tok, ki mi je prinašal pomen odnosov. Jaz takrat tega še nisem toliko razumela, da pravzaprav kaj to pomeni. Z druge strani, takrat smo mi kot
začetniško podjetje, začeli z izdajanjem publikacije, ki je bila kasneje nagrajena, Podjetniki v podjetju, in sem jaz nagovorila svojo kolegico Nives na Dnevniku in sem rekla, veš, Nives, če bi pa take vsebine šle skozi časopis, ki ima nacionalni doseg, koliko bi mi hitreje prodirali s tistim, kolikor se moramo razvijati. Se točno spomnim, so stali pred fitness centrom zvečer, ko sem mi to razlagala in Nives me je slišala in me čez nekaj časa pokliče, prav imamo pa še eno večjo idejo. A res, kakšno? Dobro, in se dobimo na sestanku in predstavi Dnevnik idejo, ki jo je dal njihov lektor, da bi zbirali zaposlovalca leta, Employer of the Year. Super. Ne, saj res. V glavnem, jaz se spomnim, da sem jih na tistem sestanku sem poslušala, tudi to ne vem zakaj, ampak a so oni dovolj ambiciozni? Če so, pa bomo to šli delati. In ko sem nekako razbrala, izmerila, ne vem kako, da so strahotno ambiciozni s tem, sem zavihala rokave, naredila domačo nalogo, namizno raziskavo, sem imela pač akademsko ozadje in ta del mi je pomagal, da sem hitro znala se zadeve lotiti. Potem pa seveda, ker razvijaš, ti je jasno, da je treba tukaj vključevati in strokovnjake in podjetja, tista, ki jim je bila to namenjeno, tako da se je hitro v sodelovanju s Sašo Mrak, ki je bila takrat urednica priloge Zaposlitve in kariera, tudi zelo, ona je tudi imela širino in tudi eno ambiciozno vzdušje je bilo takrat, vse skupaj je bilo namenjeno, v glavnem smo pritegnili filozofsko fakulteto, fakulteto za družbene vede, ekonomsko fakulteto, podjetja, strokovnjake, naredili delavnico skupaj na ekonomski fakulteti z naključno zbranimi zaposlenimi. In tako se je začela rojevati ta metodologija, ki, presenetljiva stvar je bila, da na delavnici, ko smo zaposleni iz različnih podjetij vprašali, kako si zamišljajo podjetje 21. stoletja, v katerem bi želeli delati, to je bilo neverjetno, ker 90% tega, kar je pokazala desktop, namizna raziskava, se je ujemalo. No, potem je profesor Svetlik dopolnil, ki je takrat se osebno zelo angažiral še z kakovostjo delovnega okolja, ker on je seveda vedel, da bomo mi morali delati dlje in je pomembno, da je to, kako delamo vzdržno, in tako nastala metodologija, za katero si upam trditi, da je dejansko, če ne prva, verjetno je prva na svetu, ampak rečemo, da je med prvimi na svetu, ko smo bili sposobni izmeriti kakovost odnosov. Tako da pred leti je na menedžerskem kongresu Združenja menedžer nastopil Paul Marciano, ki je napisal knjigo Why Carrots and Sticks Don't Work Anymore in je razlagal o kakovosti odnosov. Nam je takrat srce igralo, ker mi smo takrat v Sloveniji to že znali meriti. Ja. Top, čestitam, res izjemen dosežek in take številke, se pravi, da dejansko smo, jaz bi se tudi potrditi, da smo prva država na svetu, ki imamo to sistematično upeljano. 93,000 akreditirancev, noro, kar vam je uspeli, vam še uspeva. In zdaj bo že 14. leto. Deva se dotakniti tudi Gazele, se pravi, tukaj se izbira pa najboljši med najhitreje rastočimi podjetji. Dej nam še tukaj povej, kako je pa tukaj zgodba do tega prišlo, ker to je tudi res, ena glavnih stvari, ki jo jaz želim s pomočjo Beyond Leadership, je tudi, da se prepoznajo izjemni posamezniki. To je definitivno, to je točno to, kar želimo. Tako da dej nam povej. Ja, no, z Gazelo pa zanimivo, da me sprašuješ to ravno v letu, ko Gazela praznuje prvih 20 let. Ja. In se pripravlja tudi zbornik, slovenski in mednarodni, ob tej priložnosti in seveda s kolegico Petro, našo urednico, malo raziskujeva zgodovino. In je to prineslo priložnost, da malo povprašam, kako se je ta ideja razvijala tudi ustanovitelja Gazel, to je Roberta Mulleja. On je bil direktor podjetja GV Revije, ki je leta 2001 prinesel ta projekt. Tako da že pred tem, že v 90-ih letih je tedanji Gospodarski vestnik objavljal lestvice najhitreje rastočih podjetij in tako naprej. Leta 2001 je bila sprejeta odločitev, da se naredijo dogodki Gazela z poslanstvom oziroma vizijo vplivati na rast, uspeh in širino slovenskega poslovnega sveta, posameznikov, podjetij in okolja. Tako so nastale Gazele. Zdaj, hec pa je, da so bile Gazele v osnovi najprej namenjene projekt, ki naj bi spremenil organizacijsko kulturo tedanjega Gospodarskega vestnika oziroma GV Revij. Kar se je zgodilo,
je, da so gazele postale močnejše navzven kot navznoter. Preprosto očitno bila je to takrat leta 2001 prava stvar v pravem času. Takrat je okolje, pravzaprav to je bilo okolje, obdobje zgodnega, pač računi zgodnega podjetništva. Ne? Mi smo ta val podjetništva začeli dobivati šele v 90-ih letih in nekako se je pojavljala potreba po prepoznavanju tega, da podjetniki uspevajo v družbi. Takrat, če si vprašal študente ekonomske fakultete, kje bi bili najraje v službi, večina v javni upravi. Tako da podjetništvo sploh ni bilo zaznano kot nekaj pozitivnega, koristnega, kot je sicer v nekih razvitejših družbah. Tako da metodologijo je razvijal Gospodarski vestnik skupaj z ekonomsko fakulteto. Veliko tega se je ohranilo, velja še danes, smo pa seveda jo tudi skozi leta krepili za sodobnimi znani, tudi spet z enim magisterijem, kolegice iz Andreje Lovrenčič iz ekonomske fakultete na temo kompleksnosti. Tako da ves čas gledamo, da sodobna znanja napajamo noter, da skozi se zadeva razvija, da ni potrebno velikih revolucij, ampak bomo skozi evolucijo razvoja. Tako da letos, ko smo naredili raziskavo za vsa podjetja, ki so v 19 letih stala na odru, se izkaže, v zborniku bojo predstavljene zgodbe vseh 18 zlatih gazel, to so najkvalitetnejša podjetja v državi. Zakaj? To so podjetja zlate gazele, imajo povprečno dodano vrednost, sem si šla prej pogledati, 99.260 € na zaposlenega. Mi moramo vedeti, da Slovenija ima trenutno povprečje 46.000 € na zaposlenega, veliki gospodarski cilj je 60.000 € dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2025. Torej, če bo čim več podjetij, čim hitreje delalo tako kot gazele, bomo mi rasli in bo blaginja v družbi tudi se krepila. Wow, top. Odlično. Dajva se še malo dotakniti. Gazela, se pravi, ko prejmeš to priznanje, pomeni, da mora gazelo voditi res izjemen posameznik oziroma posameznica, ko nam je zelo sposoben v vlogi vodje. Ena izmed skupin, ki jo tudi ti vodiš pri Združenju Menedžer, je tudi sodobno voditeljstvo oziroma zdaj tudi trajnostno voditeljstvo. Pa me zanima, kako pa ti gledaš danes na vodjo prihodnosti oziroma na vodjo? Kakšne lastnosti mora imeti? Kaj je pomembno v tvojih očeh? Bom se navezala na Pierra Kassa, ki sem pravzaprav ga nisem niti poslušala na IEDC-ju nikoli, sem pa zelo dobro prebrala in članek, ki ga je takrat napisala po tem predavanju Saša Mrak. In sicer v preteklosti je bil vodja spredaj in je vodil množice ljudi za seboj. Če si predstavljamo en Aleksander Veliki, ki je šel v neznano in ljudje so mu zaupali in so šli za njim. Z naraščanjem znanja v družbi in v okolju se je voditelj premaknil na sredino in ima okoli sebe ljudi, ki jih vodi. In meni je bilo zmeraj luštno, ko smo delali s kakšnim podjetjem, recimo srednje veliki in kakšno gazelo, in je, prav se spomnim, enega direktorja se bo vedel, o komu govorim, ki mi je začel risati organizacijsko strukturo svojega podjetja, izziv, na čemer smo pa delali, je bilo pa opolnomočenje ekipe, no, nariše sebe zgoraj, pa so delavce spodaj. Nekaj veš, dokler boš ti sebe videl kot zgoraj, pa druge spodaj, težko bomo se vi pogovarjali o opolnomočenju. So kvečemo, okoli tebe so ljudje, in pač jih ti vodiš, usmerjaš znanjem. No, sama sem imela pa privilegij, da sem bila na GV revijah deležna enega izjemnega, ne vodenja, ampak voditeljstva, ki je šlo od predsednika uprave GV skupine Slobodana Sebinčiča tudi na hčerinska podjetja in moj direktor je pa že vodil na način, ki je pa zdaj postaja vedno bolj aktualen in če čemu lahko temu lahko rečem voditeljstvo prihodnosti, ker to, da vodiš in izvabljaš znanje, to je zdaj. Če tega zdaj ne delaš, pa itak si nekje že zaostal, če še vedno delaš kot tista komando, korenček palca, to je tako, mislim, to izveneva. No, naš direktor je bil pa tak, da če bi bilo po njegovem, bi bil on tako samo v pisarni in se njega niti ni videl, niti ni slišal, razen, ko je bil dogodek Gazela, ko je imel svoj govor in ljudje so takrat na dogodek Gazela prišli zato, da so njega poslušali, ker je bil tako navdihujoč, tako nas je znal motivirati, no, res, to je bilo nekaj neverjetnega. No, in on je pa v bistvu vodil na način, da
da je nas podpiral in dajal v ospredje, tako da in to je zdaj tako neko vodenje, da res daš v frontno linijo vse te čudovite ljudi, ki jih imaš okoli sebe, sam pa pač si tam nekje, pa si en delček tega sistema, ki pa seveda moraš odigrati svojo vlogo, ne? Ko je treba, moraš pa potegniti, pa reči, tja gremo. Kako se ti pa zdi, da ocenjuješ, da smo Slovenci v primerjavi, ne vem, recimo z drugimi, mogoče bolj naprednimi ali pa večjimi narodi, kako se tukaj odrežemo? Smo že na tej točki, da se zavedamo, da je treba čim več vlagati vase, v izobraževanje, v povezovanje, v sodelovanje, tudi kar dejansko te projekti, nek cilj je, da se čim več povezujemo pa združujemo. Mislim, da smo že naredili ta preskok. Doktor Jadran Lenarčič, dolgoletni direktor inštituta Jožef Štefan je nekoč mi razlagal, po enem članku napisal, da tako kot izumi v Sloveniji so zelo stohastični. Je tukaj, pa je tukaj, pa je tukaj, nimamo pa sistema nečesa. In se mi zdi, da enako je pri vodenju, da imamo izjemna podjetja, vodenja, da težko pa to vse damo v nek sistem, ali pa če hočeš neko identiteto, blagovno znamko Slovenije, rekli, taki smo. Tako da je veliko nekih raznolikosti in to je pokazala tudi nedavna raziskava o sodobnem trajnostnem voditeljstvu Združenja Menedžer, ki ste jo pred kratkim predstavljali Sonja Klopčič in Violeta Bulc. Tako da je zelo raznoliko. Je pa tako, če pogledamo malo podatke. Slovenci smo po znanju, po človeškem kapitalu, smo mi 9. država na svetu. Njo res dobro znanje in znamo in smo učljivi. Druga plat pa je, da po sposobnosti sodelovanja smo bili pa še pred nedavnim med 10% najslabših držav na svetu. Kar imam občutek, kar vidim, da ljudje razumejo, da vrag odnesu šalo, da več brez tega, da sodelujemo, ne bo šlo. Tako da mislim, da se izboljšujemo in da smo iz dneva v dan boljši, no? Tako bi jaz rekla. Tudi meni se zdi, da se nekako čuti dalje več povezovanja pa sodelovanja, no? Da se res dela veliko takih stvari, ki so za dobrobit vsega. In tudi mislim, da Slovenije, no, nasploh. Daj mi povej še, na tvoji karierni poti si zamenjala kar nekaj vlog. Od tega, da si tudi zdaj direktorica, da si bila na začetku kot asistentka za poslovne finance, do tega, da si tudi zdaj soustanoviteljica in pa vodja metodologije Zlata nit, da vodiš projekt Inženirji bomo, ogromno nekih vlog imaš. Kako bi pa rekla, da se je tvoj stil vodenja spremenil tekom let, tekom kariere, ki si dejansko začela delati tudi na večjih projektih, ki so dejansko zdaj že zelo, zelo globalne razsežnosti? Ja, se mi zdi, da ena lastnost, ki jo jaz imam, da znam biti samokritična. Da tudi, če nekdo misli, da sem nekaj tako, pa ne tako, da bi patila od tega ne, ampak tako vidim pa, kje me zmanjka. In recimo, ko sem prišla v GV Revija s tem mandatom narediti najboljšo ekipo glasnega trženja v Sloveniji, sem jaz vedela, takrat sem prišla iz banke, kjer sem dobila svoje lekcije, ki so bolele, ampak če ne boli, ne rasteš, ne? Sem vedela, da sem jaz naravni vodja, mene nekam postaviš in slej, ko prej bom jaz rekla, dajmo narediti tako, ne, pa bojo ljudje, pa dajmo, ne. Vedela sem pa, da sem obupen menedžer. Ko je meni sodelavka Polona Vagaja pošiljala po 15 mailov, nujno, rdeče, to mene sploh ni ganjalo, jaz sem prihajala iz akademskega okolja, tam ni obstajalo nujno, tam je bilo samo zelo pomembno, ne. Tako da sem vedela, da moram na tem narediti in sem imela srečo, da sem dobila svetovalca, coacha. On je bil en prvih ljudi, ki je razvijal coaching v Sloveniji. Ja, in sva začela na začetku, tako da jaz sem se mogla najprej naučiti pravzaprav znati tudi voditi. On je se spomnil, on je meni takrat tudi narisal, da moram skrbeti za 3D-je v svojem življenju, delo, družino in družbo, ne, da mora biti to tudi v ravnovesju, torej začela sva pri meni, tako da sem se izpolnjevala v tem delu. Sem pa takrat dobila tudi, v bistvu moja naloga je bila razviti tim. In to se mi je potem še dvakrat ponovilo, da sem prišla v različna okolja, pa sem rekla, ne, mi smo pa individualisti. Ko sem začela delati s komercialisti, ne, Edita, komercialisti, mi smo individualisti, so mi dopolnjevali. Moja naloga je bila pa tim razvita, ne. Pa sem enkrat, tako sem rekla temu svetovalcu, tako s ponosom, Bogo, imam jaz vrhunski tim, ne. On je pa rekel, pa prav, veš,
imaš ekipo, ki je potencial za biti tim. In to mi je dal misliti, kaj je v bistvu res ta razlika. No, in skozi to sem se učila in res sem imela ta velik privilegij, to je bila GV šola, jaz temu rečem, da imam EFA fakulteto, pa GV šolo. Res tako, da vidiš pravzaprav, kako sem imela tudi fenomenalne zglede vseh pač teh ljudeh, ki so bili Slobodan, Dušan Snoj, Robert Mulej, kako pravzaprav razviti tima. Mi smo takrat pač to smo imeli priložnost okusiti in inovativno kulturo in tega, tako da to je bila recimo neka sprememba, če pa rečem neka preobrazba se mi pa zgodila tudi v Mediadah, ker ko začneš podjetje, pač ti moraš nekako gnesti to vizijo tega podjetja in veliko stvari se moraš odločiti sam. Sem mogla pa tudi v neki točki v Mediadah reči, takole pa ni vzdržno, takole pa ne bo šlo in je bilo treba tudi določene stvari spuščati, se odmikati in to je bil proces in za mene in seveda za moje sodelavce, ki pa zdaj včasih se pa že zgodi, da kaj delajo, pa se moram jaz umešati, jaz bi se pa klede tudi rada vključila, tako da so že to samostojni, tako. Koliko je pa pomembno, po tvojem mnenju, da vsak posameznik, da se zaveda, da mora vlagati vase, da dejansko celo življenje se učimo, celo življenje rastemo, tudi ti si dala zelo lep primer, da ti je potem rekel, ko si že imela ekipo, ti je rekel, da imate potencial, da dejansko niste še na tej točki, kar pomeni, da dejansko skozi rastemo, skozi se učimo in tudi ti si bila, si v tujini študirala, si kar veliko mednarodnih projektih si vpletena. Tako da, koliko se ti zdi ta nota prvič te tujine, da ti da neko percepcijo, pa hkrati, da skozi rasteš, da moraš skozi vlagati vase? Ja, če najprej odgovorim na prvo, se pravi tujina, mislim, to absolutno priporočam. Zakaj? Slovenci imamo včasih malo zagate s samozavestjo. Pridemo nekam in potem, mi smo zmene majhne države, ali pa je tako bilo, mogoče to zdaj se spreminja tudi s to Erasmus generacijami. In tujina ti da v bistvu tako, ti dvigne samozavest, vidiš, si samostojen. Jaz se spomnim, ko smo študirali v Indiani, jaz sem takrat videla, kakšno znanje imamo mi, konkretno ekonomisti, recimo, ni bilo nič naroden pred Američani. Mi smo določene stvari tako, sej se moraš, pa se drugače učiš, pa je več konkretnih podatkov, pa primerov, pa caseov, pa to, ampak tako, mislim, naše znanje absolutno je bilo primerljivo in to ti da samozavest. Tako da jaz sem pristaš tega, jaz sem res veliko, ne samo v Ameriki, ampak tudi v Franciji, Italiji, v Bristolu, v Angliji, tako da res, tako in to ti da tudi eno širino, tako razumeš pol tudi druge kulture, pa tako, imaš nekako tako. In to je tudi del učenja, in se mi zdi, da učljivi ljudje pač lažje življenje. Nas je profesor senior na ekonomiji učil, da ljudje znanje vidijo dlje, in potem pač lažje predvidiš, kaj bo, te to ne toliko preseneti in je lažje. Tako da jaz verjamem v to, kar je Alvin Toffler, mislim, da že v 70. ali 80. letih kot futurist napisal, da nepismen človek v prihodnosti ne bo tisti, ki ne bo znal brati ali pisati, ker včasih je še to bilo prisotno, ampak človek, ki se ne bo znal učiti, odučiti in na novo naučiti. Tako da jaz sem ostala tam, ko je pisala na našem osnovnošolskem spričevalu. Učiti, to je vaša naloga, dragi učenci. Ful dobro. Pejva še malo pogledati še en izjemen projekt, o katerem danes še nisem govorila, in sicer katerega soustanoviteljica si tudi ti, inženirke in inženirji BOMO, ki ima tudi v bistvu že nove dimenzije dosega, že preko 70 organizacij, mislim, da je že skoraj 6,000 mladih. Jaz sem imel tudi to čast, da si me enkrat povabila, da sem tudi zraven sodeloval. Tako da daj nam malo povej, kako pa je do te ideje prišlo? Ja. No, zdaj nas bom pa vse preselila v hotel Mons v Preddverje, 31. januar 2012. Nazdravili smo s kozarcem vina po koncu dogodka in tam smo se najdla v pogovoru z magistrom Tonetom Petričem, on je bil takrat direktor Cisco Slovenija in mi je razlagal, veš, hodim od Poncija do Pilata, od ministrstva do ministrstva. Jaz vidim, koliko se mladih upisuje na Cisco Academy v Bosni, v Srbiji, na Irskem nekaj tisoč, Bosna, Srbija, nekaj 100, v Sloveniji nekaj 10. Imam sina na Bežigrajski gimnaziji, vidim,
nobenega zanimanja za tehniške poklice. In to za narod ni dobro, to za državo ni dobro. Mi izgubljamo top talente. Dej, Ditka, vi se ukvarjate s promocijo. A mi da lahko kaj naredila? In meni tako, kot ekonomistu nekaj, da ne štima v družbi, to pač pomeni izziv ustvarjanja vrednosti, tako neka makroekonomsko. Vseka pa dajmo. In smo tako naredili prvi dogodek, pač nisem nič izumljala tople vode. Naredili smo podobno, kot sem jaz sama doživela v Ameriki. Mi smo imeli predmet podjetništvo, meni je bil ta predmet res dolgočasen. Pa je bil profesor, je bil tak, hotel je biti animiran, ampak vsebina bila pa res dolgočasna. Razen, ko je profesor povabil, zvečer smo poslušali ustanovitelja podjetja, kako je že bilo ime podjetja? Schneider Corporation. Ja, Schneider Corporation, ki je razlagal, kako je on bil vse zmenjen za en posel, pogodbo, sem še podpisati bi mogel, pa je on človek umrl. Pa kako mu to ni uspel, pa kako mu drug. In ta njegova življenjska zgodba, to mi je bilo pa zanimivo. In smo mi tako naredili, da smo povabili na dogodek na Bežigrajski gimnaziji aprila 2012 5 inženirjev, oziroma tudi inženirka je bila noter, Aleša Kandusova iz Medeksa. Ja, če smo se pogovarjali o tem, kaj pravzaprav so oni, kakšna je bila njihova poklicna pot kot inženirjev, in dogodek je bil wow, takrat sem spoznala tudi profesorja Beštra, ki nekako bil pa tako idejni oče tega vsega, no, tako da smo danes kot 3 soustanovitelji tega projekta, iniciative, on je potem predlagal, da dogodek naredimo na gimnaziji Kranj. Drugo leto smo naredili 5 dogodkov, 10 in če bi jih lahko, bi jih delali 30-50, ampak ker so pač viri bili omejeni, smo to pač tu držali, ampak to se zdaj širi, ravno danes smo imeli dogodek čisto enega novega formata, srednja šola tehniških strok s 3 podjetji, poezija, res. In danes jaz to vidim, ko v učilnice v šolah prihajajo gradiva iz podjetij. Koliko je to lepo, ko učiteljica podjetništva reče, a lahko mi video tega podjetja damo v spletno učilnico? Ja, seveda, seveda, ker to znanje danes ne more priti v učbenike. In ta povezanost med gospodarstvom in šolstvom, tako kot reče kolegica magistrica Jelica Lajovic-Lazarevič iz Iskratela, da je inovativnost tista, ki povezuje šolstvo po gospodarstvu. To se zdaj začenja dogajati in to je poezija, res. Moram reči, da ker te poslušam pa gledam, se ti res vidi, kakšno strast imaš, koliko uživaš v bistvu v svojem delu, koliko dejansko, ker se taki projekti poklopijo, pa ker vidiš, da delaš dobre stvari, da je to res nekaj izjemnega. Tako da res, ti bom jaz izrekel velike čestitke, da delaš take stvari. Pejva se še dotakniti inženirke leta, ki vem, da se zdaj sredi decembra se približuje malo izbor. Mava, mislim, da je 10 finalistk, med katerimi bomo zdaj eno izbrali. Daj nam malo še to opiš, kako gre pa postopek inženirke leta. Ja, profesor Bešter nas je od vsega začetka opozarjal in njemu grejo zasluge za to, da smo projekt zelo hitro preimenovali iz Inženirji bomo, kar je bila prva ideja, v Inženirke in inženirji bomo. In potem, ko gledaš številke, pa ste to. Slovenija je v Evropi na prvem mestu po številu diplomantk naravoslovja, STEM-a, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Zato, ja. A vidiš, v resnici ni, ker o čem govorimo. To je 26 diplomantk na 1000 diplomantov letno. Mislim, a razumete, to je tako kot COVID, pa koronavirus. A zdaj imaš 59 ali pa 2000 okuženih ali pa 2,5. Problem ima cel svet. In s pomanjkanjem z tega, da zajemamo samo iz polovice bazena talentov, ali v menedžerskem poklicu, ali v inženirskih tehniških poklicov, je dejstvo in so to izgubljene družbene priložnosti. Ker zato, da danes neko dekle ne bi mogli biti inženirka, ni prav nobenih fizičnih razlogov. To so samo neka inercija in ostanki neke miselnosti. Vse to je bilo včasih težje delo po okoliščine, ampak danes pa ni več, ni razloga za to. Tako da, smo se pač pred leti na pobudo
Medeje Lončar iz Siemensa. Ona je, tako kot pravi, prebrala knjigo Industrijska revolucija 4.0 in takrat je ugotovila, kam vse bo šel razvoj, kapital in da če nas ne bo zraven, tudi žensk, da se bo stvari spet obračale v minus. Ne? Se pravi, da bo spet nekako neko neravnovesje v družbi nastalo in smo takrat zasnovali ta natečaj inženirka leta in mi smo načrtovali nek val, zgodil se je pa cunami, no, res, mislim tako, kako je podobno kot gazele 20 let nazaj, kako je to okolje družba sprejelo kot nekaj dobrega, pomembnega, to mislim tako, prav, da mora biti prava stvar v pravem času in očitno nekako je bila in smo hvaležni vsem, ki tukaj, mislim, to je res tudi spet en kompleksen natečaj, veliko vključenih. In tako, res, ja, letos ga delamo tretjič, v ponedeljek gremo gledati lokacijo dogodka, ki je še ne bom izdala, pa ena drugačna lokacija letos, tako da se res zelo veselimo tega in ko bi vi videli to našo forenzično detektivko imamo letos, pa tako mislim, nore zgodbe, res, lani ste spremljali Aidino, predlani, Dorino, to so res izjemne osebe. Emilija je letos kandidatka za Večerovo osebnost leta. Ja, sem videl, se mi tudi čestitil, tako, ker sem videl, da si tudi ti res noro. Zato sem jaz tudi zelo vesel, da si se odzvala povabilu za naš podcast, ker je treba ves posameznice predstaviti, ker imamo res toliko enih izjemnih posameznic, takih zgodb, takih projektov, da res lahko rečem samo čestitam, pa še več dajte. Zdaj se še malo dotakniti tvoje življenjske zgodbe. Kaj bil pa recimo pri tebi tisti aha trenutek, Američani pravijo, aha moment, ki si se pa zavedala, da hočeš, ne vem, da dejansko si odlična, bom rekel, networkerka pa povezovalka, ker dejansko si kaj en magnet. Tja, ker greš tisti projekti dosegajo nove razsežnosti. Kaj je bil tisti en projekt ali pa trenutek, ki si pa dejansko si rekla, jaz sem pa na pravi poti, jaz pa uživam v svojem modelu, to je to, kar hočem delati? Tako, jaz ne vem, enkrat je Dora Domanka, prva inženirka leta, opisala, da je tako v osnovni šoli bila kar si izvedal, pa radoveden, pa učljiv, da ti dajo, kaj z bombončki te vabijo, bi ti to, pa greš za temi bombončki. Pa se mi zdi, da sem jaz mogoče tudi taka, no, da en moj prijatelj Urh je enkrat rekel, Ditka, ti vsem najdeš poslanstvo. Ne vem, tako, res me stvari zanimajo, vidim nek potencial in to je in blagor in prekletstvo, kaj pol tako, tega pa ne bom in tako težko mi je pol nekaj odriniti, kaj nekaj vidim, nek potencial. To je res težko, to verjemte, ker jaz po vikendu pridem pa zlijem 6 idej na svojo ekipo, enkrat sem moža zjutraj zbudila, Rade, imam idejo, pa prav, celo noč si spala, pa imaš samo eno. Res, tako, malo za šalo, malo za res, Tako da, ampak mogoče ne to, da je bilo prelomno, ampak mi je bilo pa recimo poklicno odločanje. Kot sem rekla, v SKB banki sem jaz tako kar si malo zobe polomila, če temu kar tako rečem. Tako ni bilo enostavno. In potem sem imela že skoraj podpisano pogodbo, da grem delati na področje financ. Tisto se mi je zdelo pol varno, jaz pač poslovne finance sem obvladala, sem imela pač v prstih. Vmes je pa prišla tale zgodba z GV revijami, pa sem se mogla odločiti, a grem tja, pa bi, tako res, tako poročala bi Avstrijcem, pa tako, bilo je vse tako, vse v redu zvenelo. Ali pa spet v tole trženje, ki se mi je zdelo, da nekaj nimava, da je šlo s tem nekaj narobe. Jaz nisem za marketing, jaz sem za finance, Ampak v bistvu moja prelomna točka je bila, kaj je bila razlika med tema dvema vlogama, je bila, da na GV-ju bi imela ekipo 25 ljudi, na SKB-ju sem jih imela 10 ali 11. In takrat tam noter je pa tisto, ki slišiš sebe, jaz sem si želela ljudi voditi. In zato sem se pol odločila, tam sem se šla opravičiti in pač temu headhunterju, ker sem mu naredila problema,
Zdaj, kaj so vse hotla nase, da jaz pač povem, da sem se jaz premislila, da oni so čisto korektno vse naredili, ampak da je v meni bilo to, no, da pravzaprav v resnici želim delati nekaj drugega. Tako da to je bila recimo ena od tistih mojih, bom rekla, točk v življenju, ko se slišiš, pa narediš tako. Ta je ena od teh, no, ki bi jo mogoče omenila. Top, hudo. Zdaj, omenila si že ekipo. Pri GV-ju dejansko 25 oseb, pa tudi zdaj imaš ekipo v svojem podjetju, pa si tudi del takih ekip pri Združenju Menedžer, kjer vodiš. Kaj je te pomembno, ko sestavljaš ekipo? Na kaj si pazljiva? So to bolj neke karakteristike, lastnosti? Je to bolj... Malo nam opiši tvoj proces, ker me res zanima, ker imaš res ekipe, so verjetno tudi nekako predznak uspešnega projekta. Tako da pri tebi, ki imaš ogromno uspešnih projektov, moraš imeti neko magično formulo, tako da daj ne me razkri. Joj, to pa zdaj, a veš, da pa Mark ne vem, če znam na tole odgovoriti. Ne? Prav zdaj razmišljam, moja prijateljica Maja mi enkrat iz Londona prinesla napis Women's intuition is just a polite way of saying that women are smarter. Tako da je neka intuicija, ampak intuicija samo pomeni, da o nečem zelo veliko veš in potem ne rabiš celih procesov za to, da se odločiš prav. Mislim, da iščem tako celovitost, a ne, tako recimo, sploh, ko delamo te projekte, ki so medorganizacijski. Jaz hitro znam, ne vem zakaj, ampak pač imam občutek, kdo nam manjka, pa če česa odveč. Recimo za metodološko komisijo Gazela vsake toliko časa pride kdo pa reče, jaz bi tudi. In jaz gledam, a bo ta prispeval kaj novega, ne bo. Zakaj bi nas bilo pol 8 namesto 6, če je 6 zadosta, ne? Tako, sem zelo ekonomična pri tem, ne? Drugače pa pri ekipah pa gledam tudi tako, ne? Jaz sem mogoče zelo sebična v tem, da jaz bi, ne vem kaj, če bi mogla skozi delati isto, jaz bi groza, sploh ne vem, kako bi delala. Jaz skozi želim kaj novega, se kaj novega naučiti, pa tako. In pa gledam tudi v ekipah, kdo je tisti, ki se zakur, da bo enkrat to on lahko vodil, da meni ne treba, da bi šla jaz pa lahko na novo zadevo. Tako da vedno gledam, kje kdo se začne oglašati, kje komu oči žarijo, pa tudi seveda, da imaš znanja ali pa kompetence, ki jih ali jaz nimam, ali kdo drug nima, se pravi, da se v tem dopolnimo. Ne? Sej, mislim, tako ni, da ne bi kdo si naredil vtisa, mislim, tudi jaz ne znam, ker narediti idealnih ekip, včasih ekipo tudi dobiš, ne, ko smo začeli Slovenski oglaševalski festival leta, kdaj je bilo to, 2004, mislim, da je bilo to evropsko leto, meni se zdi, ali je bilo 2003, dobiš pač in je s tisto ekipo treba nekaj narediti in smo se z Markom Vrtovcem smo se za začetek počela, ne? Ampak smo pa vrhunsko naredili. Sam začela so pa tako, s poševno transakcijo, kot me naučil. Ful dobro. Včasih je tudi to treba. Dajva se še malo dotakniti. Zdaj, ker sem šla prej malo čez tvoj CV, se vidi, koliko izjemnih dosežkov si doživela. Ljudje pa ponavadi ne vemo, koliko je bilo nekih izzivov, ki so bili na tvoji poti ali pa na naših poteh, koliko je bilo nekih neprespanih noči, koliko je bilo nekih ur dela, truda. Tako da nam malo povej, koliko so recimo izzivi oziroma napake v življenju pomembni, da jih delamo. Jaz osebno mislim, da so zelo pomembni, pa me zanima še tvoj vidik. Koliko se tebi zdi to pomembno? Ne vem, koliko se mi zdi pomembno, lahko pa povem, da sem se tega, da naredim napako, da zelo sem se razbremenila tega strahu, peze tega, da narediš kaj narobe. Ko sem jaz to poslušala še na GV-ju, ki je takrat še Sonja Šmucova imela uredniški svet, pa so razlagali zgodbe, kako moraš poskusiti, pa to, pa tako. Takrat to še ni bilo tako prisotno, to je bilo recimo leta 2003-2004, ne? Tako, takrat ni bilo družbeno sprejemljivo, da delaš napake. Pa dejansko ugotoviš, da pa če nič ne preizkusiš, pa če tudi ne narediš kakšne napake, pa tudi ni takega razvoja, kot bi lahko bil. Ne? Se pravi, da določen potencial ostane neizkoriščen. Tako da meni se včasih že zgodi, da sem v naši ekipi jaz tista, ki naredim največ napak. Res.
In jaz meseci, da se non-stop nekaj opravičujem ljudem, ker sem koga pozabila povabiti. Včeraj sem nekaj pošiljala in sem nekaj pozabila. Pa danes spet nekaj pozabila. Mislim, tako, pa ne gre sem za pozabljivost. Gre to tako, narediš kakšen lapsus, ampak kaj pa pola, ne? A to res na neki dramatično življenjsko vpliva? Ja, če ne, pa pač ne. Smo se naučili, ne bomo tega ponavljali, smo se pa naučili. Se Bill Gates je tudi rekel, jaz njemu kar verjamem, da je ljudi treba za inteligentne napake nagraditi. Tako da človek živi, zaslužil veliko denarja, veliko firma je naredil. Absolutno. Deva se še malo dotakniti. Tvoj zelo zanimiv članek, ki sem ga prebral, Razvoj talentov je družbena odgovornost. Tam tudi govoriš veliko o temu, mislim, da si prej rekla, da je STEM, ta izraz za angleški izraz. Tako da, deva se malo dotakniti talentov. Koliko se ti zdi, da je absolutno zelo pomembno, da organizacije vlagajo talente po razvoj? Koliko se ti zdi pa, da slovenska podjetja, da smo dobri v tem? Ker verjetno ti imaš ogromen stik s podjetji, tudi preko Gazel, delaš z najboljšimi podjetji, najhitreje rastočimi. Koliko se ti zdi, da smo tukaj Slovenci že dojeli, da je treba res vlagati v talente, da so talenti ključni za uspeh? Ja, tako, če gledamo po tem globalnem indeksu Talent Competitiveness, pač smo mi 9. na svetu po človeškem kapitalu, ne? Torej nekaj očitno delamo prav. In to je zdaj tako, naš štart je visok, ne? Zdaj pa to seveda plemenititi naprej. Ampak jaz bi dala to še v en drug kontekst. Tukaj sploh ne gre samo za podjetja, ker tako, kot sem se lani naučila na tem strokovnem posvetu o nadarjenosti. V bistvu gre najprej tako, da je nekdo za nekaj nadarjen. Ne, pač vsi smo za nekaj nadarjeni. Če poslušate mlade, ki so predlagali ministrstvo za nadarjenost, si lahko nadarjen tudi za žvižganje. Ne? To oni pravijo. In šele kot nadarjen človek ima dvoje. Lastno voljo, da nekaj trenira in razvija, in okolje, ki ga pri tem spodbuja, usmerja in podpira, šele iz tega potem nastane talent, ki ima pa družbeno pa ekonomsko korist za nekoga. In to ni vezano na podjetja, to nikakor ni skrb podjetij, to je skrb staršev, da vidijo. Jaz vem, koliko sem bila huda včasih doma, jaz ne znam risati, recimo, ne? Mislim, ogromno stvari ne znam, med njimi je to, da ne znam nič narisati. In koliko sem bila jaz huda na mojega moža, ki pri sinu ni videl, kako on dobro riše. Seveda, moj mož se je pa odločil med tem, a bo šel študirati slikarstvo ali ekonomijo. Ja, seveda je on sinove slike čist drugače vrednoto, če pa on to slika in imamo na steni njegove slike, a ne? Ampak mislim, jaz, ki pa nimam tega, sem pa videla to, a ne? Se pravi, mislim, imaš to odgovornost tudi kot starš najprej, potem seveda učitelji. V osnovni šoli Dobrova smo imeli eno delovno skupino, ker smo se ukvarjali z vrednotami in smo prišli do tega, da v bistvu gre za znanje za ustvarjalnost, ne? Da v bistvu tisto, kar dela, da razvija te talente in ustvarjalnost mladih, tako da se pokažejo v različnih vlogah. In potem smo seveda tudi pri podjetjih ali pa organizacijah, kamor pridejo, ker tam je pa naloga pravzaprav videti to, kaj nekdo ima. Recimo, jaz se spomnim svoje ekipe iz GV-ja. Ana je bila taka, da je znala videti, kdaj smo utrujeni. In ko smo delali recimo kakšno delavnico, sem jaz Ano prosila, Ana, boš ti, ker jaz sem zavzeta, ne? Dajmo, pa še, pa vse se imamo luštana, ne? Ana, daj ti malo mene opozor, kdaj so ljudje utrujeni, lačni, žejni, a ne, da mi malo pauze naredimo. In to je ona dala, pa tako, ona je imela smisel za to in take stvari moraš videti. Pred leti nazaj smo bili na obisku pri pokojnem Petru Florjančiču. In sem ga vprašala, sem rekla, gospod Florjančič, kaj je pomembno, da človek inovira tako kot vi? V odgovoru opazovati. In v resnici je treba ljudi opazovati, videti, kje jim žarijo oči, pa tako in tako prepoznavaš talente, kje želijo prispevati. Ne? In tam pač daš poligon, da se na njem trenirajo. Zelo dobro si rekla opazovati. Nekje sem bral eno raziskavo, mislim, da je Harvard Business Review, da je medtem, ko postajaš bolj zrel, pa bolj izkušen, se dejansko tvoja vloga zamenja, ker celo življenje, dejansko 2/3 svojega življenja
mislim, 2/3 svojega časa govorimo, pa 1/3 poslušamo, ko pa postaneš bolj zrel, se pa ta situacija obrne in v bistvu 1/3 govoriš, 2/3 pa poslušaš in opazuješ. Tako da, zelo zanimivo. Daj mi povej, ti si mentorica velikim osebam, veliko ljudi te verjetno kontaktira, veliko ljudi te sprašuje, se želi povezati s tabo. A si imela ti tudi v življenju kakšnega mentorja? Prej si omenila gospoda Snoja pa gospoda Muleja. Ali so bili kakšni posamezniki, ki so te zaznamovali, ki si jim hvaležna? In koliko se ti zdi ta vloga pomembna, no? Da si najdeš v življenju eno osebo ali pa več, ki ti pomagajo in te zaznamujejo? V resnici sem jaz svojo poklicno pot začela ne s šefom, ampak s mentorjem. Moj prvi šef je bil dr. Dušan Mramor in on je bil moj mentor. V akademskem okolju nimaš šefa, imaš mentorja. In on je meni postavil tako visok zgled, kako nekoga usmerjaš, podpiraš. Tudi v neki točki je šlo nekaj narobe. In takrat sem videla, kaj pomeni, če nekdo ne razume, če mu rečeš, da plavaš. On se je strašno vznemiril in me naložil pa cel kup gradiv, ampak mene niti zanimalo. Jaz nisem tako in mislim tako, res tako. Jaz sem se od njega toliko veliko naučila, od profesor Ribnikarja, kako je on vodil katedro, pa to, ne? Tako da to so bili ljudje, ki so mene v bistvu oblikovali sami kot vodja, ne? Kako so nas podpirali, kaj vse so nam omogočili, ne? Kako je bilo to enega zaupanja, ene svobode. Tako da Dušan je zagotovo, mislim, ta prvi, no? Ker ko si mlad, ne? Takrat je zelo pomembno, kdo te oblikuje. In tako, to okolje na ekonomski fakulteti je bilo meni zelo dragoceno. Pa bom večkrat preskočila. Na GV-ju, tam pa sploh, tam je bilo pa res vodenje z gledom, kot rečeno, od zgoraj navzdol. In tam so bili taki ljudje, od vsakega si se lahko kaj naučil, ker moramo vedeti, da ni redakcije v Evropi, kamor Gospodarski vestnik ne bi poslal koga od svojih ljudi. Tam je bilo toliko znanja noter, da to je res tako, no. Tako da so tako, pa sploh, pa zdaj, ko se družim s temi podjetniki, direktorji gazel ali pa rastočih podjetij, to pa sem, da se zraven njih postaviš, pa se kaj naučiš, no. Tako da to so vse, veliko ljudi, no, od katerih se učim še zdaj. To sem bi hotel vprašati. Ti si v družbi velikrat s temi najboljšimi podjetji, se pravi z gazelami, ki so najboljši med najhitreje rastočimi. A si opazila kakšne podobnosti oziroma lastnosti teh zmagovalcev, da si kaj delijo, kakšne karakteristike? Ko je Matjaž Čadež postal s Halkomom Zlata gazela Slovenije, bi mogla zdaj pogledati, da ne bi povedala napačnega leta, on je takrat zelo poudaril, ali pa pol, ko so postali zaposlovalci leta v Zlati niti, ne vem, ampak vem, da je zelo poudaril, da oni so zrasli na podlagi tradicionalnih vrednot zaupanja in spoštovanja. To je nekaj, kar tudi dr. Riča Kadiža se je predaval leta 2008 na ekonomski fakulteti, ki je govoril, da je naloga menedžerja v resnici ustvarjati okolje zaupanja in spoštovanja. Tako da to je ena značilnost, ki imajo tako te neke tradicionalne vrednote in to se mi zdi, da to je ena. Druga pa je, v neki točki, ko smo delali Zlato nit pa gazele, že nekaj let so šli skledati, kaj je skupen imenovalec teh podjetij, ki so med najboljšimi. Super. In izkaže se, in o tem sem se tudi enkrat pogovarjala s gospodom Colaričem in me tudi razložil zgodovino Krke in Dolenjske, kako so v 70-ih letih poslali veliko ljudi delati v tujino, kaj so prinesli nazaj to eno širino, ki si jo ti dan že odprl. In je pa v bistvu te, ki so najboljši, oni razumejo, kaj to pomeni delati na trgu po mednarodni konkurenci. No, tako. In to, da te prepiha, da ti delaš na trgu, to je toliko zdravo. To je res, ko pravi konkurenca je zdrava, ker če si ti te sil, on je to naredil, bi jaz lahko drugače pa še boljš. Recimo, ko smo spoznavali pred leti srbske gazele, ena zanimiva je, ki delajo ko manar napolitanke, oni so pa pač samo črnogorski manar. Jaz sem pozabila, kako se imenujejo, ne? In on je rekel, Viner neki se imenujejo, je rekel, ja, mi smo šli v tovarno na Dunaju, smo to gledali, pa smo rekli, no, kako bi mi to naredili, sam boljš. Ne? Tako, in to je ena mentaliteta, da good enough never is. In oni skozi se ne ustavijo vedno, recimo Danfo Strata,
vsako leto 10% izboljšanje produktivnosti in ko to delaš leto za letom, pa prideš od 5 na 100 milijonov evrov. Tako da to se mi zdi, no, tako in to, jaz sem letos, to sem pa res, se mi kar malo fajn zdi, kaj sem izumila, ne, vsi poznamo, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. Letos sem pa na Tour de Gazela, kot je rekla naša Petra, sem pa ugotovila, povej mi, od koga se učiš in povem ti, kdo boš. Tako da, to se mi zdi toliko, ne, ja, to je res en privilegij, in v Sloveniji imamo podjetja, ki so v tem, kar delajo, pa kako delajo med najboljšimi na svetu. Kako pa gledaš zdaj ta zanimivo obdobje, pandemija je prišla, podjetja so se mogla prilagoditi, mi smo šli iz social distancinga v distance socializing, tako zelo taki zanimivi časi. Kako pa gledaš ti, ki si vpeta v vse te vloge, vse te izjemne posameznike, vsa ta podjetja, ki so res top of the top? Kaj si pa ti opazila, kako so se oni soočali s tem, oziroma kaj bi bil tvoj nasvet, kako ti gledaš na to? Ja, pri spremembah je tako, ne, to je ena krivulja, in ki je za vse organizme enaka, za ljudi, za organizacije, ne, da pač najprej si šokiran, potem malo zanikaš, potem pogreš proti temu, da si jezen, tako se razburaš, pol padeš v brezup in šele pol v neki točki, ko se zloži nekaj se zloži skupaj, se začneš v bistvu tako, to razumevanje in pol premik, ne. In gre samo za to, koliko hitro se to zgodi, ne, koliko časa zgubljaš s tem, da zanikaš, da se razburjaš, koliko energije tam potrošiš, čim hitrejši je ta cikel, prej greš, ne. In res recimo zdaj imam priložnost opazovati z velikim, res tako, bom rekla tako, spoštovanjem gledam na to, ne, ker dejavnost, ki je v bistvu zdaj najtežja, je turizem, ne. In ko sem zdaj pač to raziskovala, ker se pripravljamo skupaj na dneve slovenskega turizma, ki bodo v začetku decembra, vidiš v bistvu, da kako trdoživa je ta dejavnost pri nas, kako so se lotili pa tako. In glejte, tudi za turizem, ki ima take padce prometa, ne, da dejansko ne bojo uspeli vsi preživeti, to je dejstvo, ne, to je težko, ne. Ampak kako je vsem to vitalno, kako bo to tisto, kar je dobrega, mislim, kako govorijo o bilancah priložnosti, tukaj bo za ene bo tole preboja, ne. Tako da in isto je tudi drugje, in jaz se spomnim, ko je bila prva kriza, prav na okrogli mizi, ker je bil tudi Peter Florjančič, je bil kolega Gregor Bulc in on je takrat rekel, ja, glejte, saj je res, da bo padel BDP za 10%, ampak 90% ga bo še vedno tukaj, a se lahko ukvarjamo s temi 90%, ne pa z unimi 10%. In ko je še Franjo Bobinac vodil Združenje Menedžer, se tudi spomnim, ki je prišel v času krize, pa se postavil na oder, pa je rekel, ja, nam v Gorenju je padel, za 10% nam je padel promet, ampak smo veseli. In jaz si gledam, kako v Gorenci je padel 15%. Tako da, mislim, dejstvo je, ne, da sam spet gledaš, da ti manj slabo gre, kot gre drugmu, no, tako. Pa ne, da komu slabo prvoščil, ampak pač iščeš pač tako, no, in to tako vidim, ne, in tudi, kot je rekla Sara Isakovič, zadnjič, ko smo imeli Gazela, je rekla, treba ene stvari sprejeti, ne, in preveč gledamo ti si, joj, kako je bilo včasih dobro, kdaj bo spet, ko pa nekaj časa preživiš v preteklosti, pa jokaš za preteklosti, potem si želijo, pa kdaj bo spet tako in se skozi sejraš miselno v prihodnost, namesto da bi gledal, kako ćemo zdaj to, kar pa je, dobro izkoristiti. Kako smo se zdaj naučili hitro tehnologijo obvladati, mislim, to danes sploh več ni problem narediti dogodek. To že kar vsi znamo, a ne? Mislim, ja, je res in se strinjam s tabo, da je treba tudi res smo prevečkrat verjetno fokusirani na preteklost, da bi se ukvarjali sedanjostno. Zelo velikokrat pravijo, da je dobro pogledati nazaj, samo to, da pogledaš, koliko si že dosegel in nič drugega. Daj mi poveš, dajva se že dotaknem tvojega podjetja, da predstaviš našim poslušalcem, kaj pa tvoje podjetje počne. In za nalaš ne bom nič povedal, tako da to prepuščam kar. Joj, a veš, to je pa zdaj tako, ne? Mi smo se pa res dolgo časa ukvarjali s tem, da znamo povedati, kaj delamo, ne? Tako zadnjič me je naša poslovna partnerka me za ušesa me klicala prav, Edita,
tole, nismo zadovoljni, ni šlo, pa so mi rekli moji sodelavci, pa dajmo vprašati medijade, če oni to delajo. Seko, ja, seveda, in potem mi razložim vse tja do obogatene resničnosti, ki smo delali. Prav, Edita, ti si pa groza, Edita, ti sploh nič ne poveš, kaj vi delate. A veš, tako, mi bolj tako, kot povemo, kaj delamo, rajš povemo, za koga delamo. Ne? In mi pač rečemo, da delamo za najboljša podjetja. Zakaj? Kot recimo, če boste pogledali, ne vem, če boste enkrat na Kitajskem, mi boste tam najdeli revijo Laha magazin od Fotone. Fotona je nastala 4 leta po izumu laserja na svetu. In danes orjejo svetovne vrhove s svojimi laserji za uporabo v medicini, ne? Tako, se pravi ta biomedicinska tehnologija. No, za njih delamo recimo revije, pa take stvari. Zelo smo znani po tem sodelovanju v projektu Gazela, Zlata nit, kjer imamo na čez metodologijo, kar zelo preprosto jaz povem. Če stojijo ta pravi na odru, smo vsi veseli, pa je skupen uspeh. Če bi pa stali napačni, je pa moja odgovornost. Ne? Tako da tam not pač je treba voditi ta proces metodologije od začetka do konca. Pa recimo, če bi šli na sejem, na sejem v Nemčijo, kjer pridejo Nemci, pa občudujejo na podjetje Bly Fasteners, kako uspe med krizo priti s tako predstavitvijo, z obogateno resničnostjo, tako da kupci dajo QR kodo, pa pogledajo in potem vidijo, kako je vijak vgrajen not v hidrocentrali, tam smo bili tudi mi zraven. Ne? Pol delamo te čudovite revije, ki jih delamo recimo za zaposlene, ne, v to komunikacijo, strašno verjamemo, da je treba res tako, sploh v časih, ki so negotovi, je treba veliko vlagati v komunikacijo, ne tako, da delamo revije ali pa druge vrste komuniciranja za zaposlene. Tako da mi tako pravimo, no, tako zelo raznolike stvari delamo, 3 naši stebri so marketing, komunikacija in razvoj, ampak načelno tako, kar vse povezuje, mi rečemo, ustvarjamo povezave, pa razvijamo zvezde. To je to, kar delamo v medijadah. Ful dobro. Daj mi povej še, kaj so pa tvoji osebni cilji za naslednjih nekaj let? Ja, a sem ti rekla, da sem zelo slaba z načrtovanjem? To si omenila, ampak ja. A imaš še kakšen, verjetno imaš še kakšen projekt tak, ki bo zelo malo dosegel kakšne nove razsežnosti, ker verjamem, da še kaj pripravljaš? Pa ja, itak, to bo prišlo samo od sebe, to zagotovo. Zdaj bomo dali ven eno aplikacijo, še eno, ker pred leti smo prišli ven s slovenskim kvizumom, ki pač utemeljuje, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Zdaj prihaja ven aplikacija, ki še nima imena, delovno ime je s tem aplikacija, ki bojo mladi lahko se preizkusili, kako se njihove kompetence ujemajo z inženirskimi poklici. Tako da to zdaj nastaja, to smo zdaj pred ciljno črto. Tako da za naprej imam pa bom tako rekla, meni je tako lepo, ko gledam v medijadah, kako se razvijajo projekti in ljudi. Ne? Tako da si želim tega tudi za naprej, da bi šlo tako s takim v tej smeri naprej, tako, ker to je res lepo opazovati. Tako da bi rada, tako mi imamo v teh časih, to ni tako običajno, ampak meni je želja, da bojo medijade nekoč stare 100 let. Ne? Tako da delamo stvari v tej smeri, da bo naše poslovanje vzdržno na dolge proge, tako da to si želim, to mi je res želja, da bojo šle stvari na ta način, da bomo dovolj dobro delali, dovolj dobro služili tem podjetjem ali pa organizacijam, za katere delamo, ali pa projektom, da bo to možno. Tako da to, drugače pa tako, ne vem, tako, da tudi privatno seveda, ne, da pač bo tempo vzdržen, ne, sem se srečala, tudi s tem, za 14 ur na dan delati, tole pa ni vzdržno, ne, tako da se trudim, tako da vsake toliko časa večkrat dvignem ročno, pa da skušam nekje ujeti neko ravnovesje med tem, kar pa spet malo podivjam, pa se spet malo ustavim, pa tako, no. Kako pa še malo tvoje osebno življenje, kako pa ti poskrbiš za stres? Kaj so tvoji, recimo, hobiji ali pa take stvari, ki jih rada počneš? Pa, tako, jaz recimo, kar delam je,
za leto sem si zastavila cilj, no? Cilj pa sem si, da bom 2-krat na teden delala pilates. Mojca Randlova bo vedela, kolikrat sem prišpricala, ne zato, ampak ker je bil pač, se je bilo treba pripraviti na dogodek, pa na kaj drugega, tako da med prvo epidemijo mi je šlo zelo dobro, zdaj tudi se nekako trudim, tako da nekje približam, mislim, da se bom vsaj približala temu cilju na letni ravni, tako da zagotovo, no, ta pilates, pa ne samo gibanje samo po sebi, tudi tek tečem 1 do 2 na teden, recimo 5, 6, 7 kilometrov. Tako da eno je gibanje, drugo je to, mislim, tako res, ti naši prijatelji, tako, to jaz si pa čisto premalo časa za njih vzamem, oni pojma nimajo, koliko jaz mislim na njih, ampak jih čisto premalo pokličem, pa se premalo družim z njimi, pa sem enkrat rekla, vi boste mene enkrat odpustili. Pa mi je pa Barbara tako lepo rekla, veš, to med prijatelji ne obstaja, tako da se kaj malo potolažava, ne. Daj mi povej še, kaj pa kje rada bereš? Ker vem, da si omenila, da zelo rada bereš, tako da povej mi, kaj so kakšne tvoje knjige, ki so ti bolj ljube? Od letos naprej sem totalno navdušenka in še kar vrtim po rokah Nicolasa Nassima Taleba, Tvegati lastno kožo, on je drugače bolj znan po svoji uspešnici Črni labod. Pa še eno knjigo je napisal, mislim, on me tako se prav vtisnil sem je, to je tako vrhunska knjiga. Potem vedno znova in vedno je ob meni Palčica, ki je napisal Michel Serres, to je kratek njegov esej o tem, ki govori pač o tem, kako morajo mladi vse izumiti na novo. Palčica je izraz za otroke, ki pišejo s palči, to je njegova vnučka bila tudi. Potem sem velika ljubiteljica Malcolma Gladwella, sem prebrala, ne vem, 4-5 njegovih knjig v različnih jezikih, kjer sem jo pač najdla, tisto sem kupila. Moja ena od življenjskih knjig je Built to Last, Ustvarjeno da traja, to sem kupila, ko sem bili s Sonjo na Stanfordu in ta knjiga je porisana, popisana. Potem v zadnjem času sem recimo Moč navad prebrala, tako bom rekla, ne vem, veliko pa berem, tako kar pa tudi pograbam in pojem, tako metaforično so pa knjige ustanoviteljev podjetij, recimo od Amazona, od Starbucksa. Rada berem tako knjige ustanoviteljev nečesa. Ful dobro. Kaj pa kakšna serija, kaj rada, kaj pogledaš, ko pogledaš? No, a veš, ko si me pa to že malo, že takrat, ko sem se prvič pogovarjala, to vprašal, si ko, pa saj sploh ni nobene serije, ki jaz pa prav tako specialno, da bi rada delala. Ene si pa nisem upala napisati, sem rekla, kaj ste pa vi mislili o meni. Pa sem pa svojih hčeri to razlagala, in tudi ona vrti, pa ni najdla nobene, sem rekla, veš, razen tisto, keeping up appearances, ampak to se mi pa zdelo, da pa ne morem napisati, ne. Pa sem rekla, pa sve čisto v redu, no, tako da, evo, ena, ki se mi je pa res dela zabavna, je bila pa keeping up appearances, tako. Ful dobro. Daj mi še povej, za tvoja dva najljubša appa praviš, da sta Sports Tracker pa WhatsApp. Od kje? Veliko uporabljaš WhatsApp oziroma kaj so tvoje, recimo, priljubljene aplikacije za komunikacijo? A veš, zakaj je WhatsApp? Zato, ker WhatsApp pa mi uporabljamo družinsko. In mi, ne glede, a smo v isti hiši, a je kdo v tujini, ali ne, mi po WhatsAppu si izmenjamo što se, kje, kdo, kaj, mislim, res, tako da WhatsApp imam jaz rada zaradi moje družine, ker mi to se tam čez menimo, pa Sašo Mrakovo recimo sva v navezi po WhatsAppu in to, apropo tega, da zaspim, ne, sva si Sašo zadnjič pisali, kako je kjera, ampak ker je bilo pri njej čez dan, pri nas pa zvečer sem jaz pri te zadnjem vprašanju zaspala in še zdaj dolgujem odgovor na to zadnje vprašanje, tako da ji moraš opisati. Tako da zato WhatsApp, to je res lušna, pa tako, to res se zabavamo čez to. Sports Tracker je pa en hec. Ja, pač jaz to uporabljam, ker jaz sem tako ali drugače rada, kaj preštejem ali pa zmeram, očitno en del mene je avtista, da vse nekaj štejem. No in zato mi je fajn, tako da tudi pol pogledam, koliko je bil čas na kilometer pretečen, koliko sem pretekla, tako zato
Trekker, ki pa se zdaj nažalost upokojuje, ker po tolikih letih teka, sem si pa zaželela pametno uro in sem jo ta teden dobila za darilo. Tako da zdaj Sports Tracker se upokojuje in se moram navaditi na Garmin Connect. Top, hodov, jaz tudi razmišljam za tem, tako da še ena si, ki je tudi nedavno šla na uro pametno. Daj mi povej še, imaš ti kakšen quote ali pa kaj tazga, ki te je zaznamovalo v življenju, kar bi rada delila, mislim, zaznamovalo. Kakšno tak quote, ki ti je res ostal v spominu? Prej si že omenila od Alvina Toferja, izjemen quote, a imaš še kakšnega tazga? Pa tako, kar imam rada, kar tudi velikrat, ko imam kakšno delavnico uporabim, jaz večino stvari, res večino vem, kje sem jih prebrala ali videla, ampak prav za tega pa ne vem, iz knjige E je MC na kvadrat, ker tako kar splošno ni prepoznana. Mislim, da sem v tej knjigi našla, da je Einstein rekel, nič posebnega nisem naredil, samo na iste stvari sem pogledal drugače, kot vsi ostali pred menoj. In ta drugačnost, to je meni zelo blizu. Mene je mami vzgajala, sem jo enkrat vprašala, odkot njej, ona meni zmeri rekla, biti moraš nekaj posebenega. To v tistih časih ni bilo preveč običajno, sem jo kar malo zadrego spravila, kako mi naj to utemeli, kakorkoli. No, tako da ta videti drugače, pogledati drugače, danes sem imela tudi eno priložnost, kako je ravnateljica nekaj interpretirala in kako bi rekla, incident, ki se je zgodil. In to mene zelo navdušuje, da znaš v bistvu stvar, ko bi jo vsi videli na en način, da jo znaš videti drugače. To jaz imam visoko občudovanje do tega. Top. Po moje je tudi to zdaj povezano, ker si že prej lepo povedala, da ste ženske, v bistvu imate boljšo intuicijo in potem tankem, ste tudi prikrito pametnejše. Ampak definitivno je EQ ena izmed zelo vročih tem in se mi zdi, da verjetno imate ženske res tukaj mehno prednost. Daj mi povej še, če bi pripeljala najin pogovor do zaključka, kaj bi bili tvoje 3 nauke, ki bi jih namenili našim poslušalcem? Od tega, da imamo že predsednika uprav, direktorje, do tudi ogromno mladih študentov. Verjetno je bila prva, opazujte. Ja, to je zaradi Petra Florjančiča, ker se mi zdi, da res živimo v enem takem obdobju, da je treba res stvari gledati in biti čuječ na to. Ja, dobro. Ta poslušajta je bila zato, ker kot si sam rekel, jaz sem se pod tega od dr. Richarda Adižesa naučila, da imamo z razlogom dvoje ušes pa ena usta. In v resnici, če hočeš v bistvu zdaj imeti empatijo, to je zdaj beseda, ki zelo se je povečala frekvenca, se moraš biti sposoben uživljati v čustva in v miselni okvir drugih ljudi. Zato je treba poslušati. In se mi zdi, da tako, ja, se razumem, vsi imamo potrebo potem, da govorimo, ampak ljudje smo hvaležni, če nas pa nekdo posluša in nam prisluhne. Tako da, se pravi, prvi bi bil opazujte, druga poslušajte, ker boste veliko vedeli in veliko več vedeli, kot če sam govorite. Kaj ima pa pol ta tretja, je pa bodite zgled, ne? A je tako? Ja, ker zgled je pa pač najmočnejše orodje vodenja. Če nekaj hočemo, moramo najprej sami začeti delati in tako, s tem tudi peljemo stvari tja, kam bi radi, da pridejo, ne? Tako da, zato sem pa pol zbrala tudi bodite zgled ali pa bodimo tudi zgled in da bomo jutri boljša verzija sebe. Ful dobro, res zelo dobri nasveti oziroma nauki. Tako da, Edita, jaz bi se ti še enkrat rad zahvalil. Se pravi, z nami je bila direktorica podjetja Mediade, inovatorka, avtorica, podjetnica in pa inovatorka in neprestano v vlogi motivatorja spremembe. To mi je res všeč, ker se mi zdi, da ti si res tak magnet, bom jaz temu rekel, ker res privlačaš te prave ljudi skupaj in delate res izjemne stvari. Tako da jaz bi se ti rad zahvalil, ker si se odzvala mojemu povabilu, pa delaj še naprej take izjemne stvari, tako da res ti čestitam. In hvala. Hvala lepa, Mark, tudi tebi za povabilo. Tako jaz res ne bi rada bila zaznana nekaj tako kot, da sem moi, sem jaz, ne, to je vse skupaj mi, tako da če ne bi bilo ljudi, ki ste ali so izjemni, da delamo skupaj, vse to tudi slučajno ne bi bilo možno. No. Tako da res hvala in tebi in vsem, ki so ustvarjamo to, kar nastaja. Res je, hvala.